Pozdravljeni! Zopet je na vrsti komentar novic, kjer si bomo kot običajno pogledali, kaj se je zanimivega zgodilo v svetu Formule 1, seveda v preteklih dneh. Kot običajno se bomo tudi tokrat posvetili 4 različnim sklopom novic. Vkolikor vas zanima, kaj piše v izvirnikih, imate bližnjice do originalnih člankov navedene v samem opisu. A da ne bo tudi tokratni 14. komentar novic predolg in upam, da ne preveč dolgočasen, je najbolje, da se lotimo kar z našo prvo temo. Na samem začetku se bomo lotili tematike, ki je verjetno prišla na misel marsikomu izmed vas. Na spletnem portalu Race Fans so 3. aprila objavili članek, ki razlaga, zakaj Max Verstappen na ponovnih štartih velike nagrade Avstralije ni kršil športnega pravilnika FIA. In seveda tudi sam sem omenil, da na fotografiji, ki jo ponovno prikazujem, Max Verstappen je nekako se postavil izjemno naprej. Ampak, če pogledamo, kaj piše v športnem pravilniku, bomo videli nekaj zanimivega. Namreč stična točka pnevmatike ne sme biti čez tisto belo črto, ki omejuje štartni boks. Rumena črta v tem primeru sploh ni važna. In kaj se je zgodilo pri Maxu? Če si pomagamo kot običajno z maketo, si lahko predstavljamo, da ukolikor se je on postavil v bistvu zelo naprej, je stična točka njegove pnevmatike bila lahko na črti, ampak ne prek nje. Čeprav je pnevmatika kot taka segala, ampak pravilnik je tu jasen. Stična točka pnevmatike je torej le tisti spodnji del. Če se malce vrnemo nazaj k primeru Fernanda Alonsa, je v bistvu veljalo isto, le da stična točka, naprimer pri zadnji pnevmatiki oziroma pri bočni črti, je bistveno manj ugodna od tistega, kar vidimo pri prednji črti, namreč tu sega bistveno dalj tista okroglina pnevmatike in tudi zaradi tega nobenih kazni, nobene preiskave, nobenih dokumentov o tem, kar je bilo praktično na meji dovoljenega, ampak ne prek meje. Tudi zato pravilnike moramo brati po času, previdno in kdaj pa kdaj kakšno stvar tudi malce prespati. A vidimo lahko, da pravi šampioni Formule 1 znajo brati, znajo razumeti in znajo izkoristiti vsako podrobnost, ki je zapisana v športnem in tudi v tehničnem pravilniku. A pojdimo k našem drugem sklopu. Naša druga tema je pa vezana na novico, ki je bila objavljena v mnogih medijih. Sam navajam spletni portal motorsport.com v članku, ki smo ga lahko videli 4. aprila. Namreč Felipe Massa preučuje možnost, da bi iztožil naslov iz sezone 2008. In seveda za marsikoga izmed nas, navdušencev, paradoksalna situacija. A vrnimo se malce nazaj, da bomo bolje razumeli, zakaj gre. Kolikor se spomnite, celo v komentarju novic številka 10, torej mesec dni nazaj, smo v 4. novici govorili o izjavah Bernieja Ecclestona. In Bernie Eccleston je med drugim priznal, da leta 2008 sta on in Max Mosley, takrat predsednik FIA, vedela za nečednosti, ki so se dogajale v boksu ekipe Renault. In govorimo o veliki nagradi Singapurja, torej Crashgateu. In Felipe Massa sedaj, ker je Bernie Eccleston po njegovem priznal, da je za zadeve vedel, nekako želi razveljaviti rezultat tiste dirke,
kar bi pomenilo, da posledično, da bi postal svetovni prvak v sezoni 2008. In seveda, tu imamo kar nekaj nejasnosti. Namreč, zakaj bi sploh razveljavili rezultat celotne dirke? Ukolikor je bila nečednost sprejeta pri ekipi Renault, bi to pomenilo, da kvečjemu bi lahko diskvalificirali takratnega zmagovalca, ki je bil nihče drug kot Fernando Alonso. A meni osebno ni jasno, zakaj bi moral biti diskvalificiran Lewis Hamilton, kajti ukolikor moje oči dobro vidijo na njegovem bolidu, takrat ni bilo nobenega napisa Renault, nobene povezave z, naprimer, Flavijom Briatorjem. In ja, vračamo se kot običajno k Flaviju Briatorju. Namreč Felipe Massa želi revizijo celotne sezone 2008. A vprašanje je, kaj se dogaja z krivcem za vse tisto nečedno početje. Kot dobro vemo, še danes ima dostop v pedok Formule 1, kjer skrbi za pogostitev oziroma hospitality in seveda mnogokrat deli svoje videnje in svoje mnenje z nami, čeprav ga marsikdaj o tem nihče nič ne vpraša. In če smo slišali, kako so Nelsona Piqueta dobesedno izgnali iz Formule 1, bi kaj takega lahko naredili sedaj prvič z Briatorjem, ker je seveda bil že spoznan za krivega, izključen iz sveta Formule 1, ampak so ga na to tudi s pomočjo Bernieja Ecclestona sprejeli nazaj. In Bernieja Ecclestona samega, kajti lagal je, sedaj je priznal to zmoto in prav je, da dobi tudi neko kazen. A vseeno, če se mene vpraša, bi rad videl, kako bi šel ta proces. Namreč, če bi se izključilo Fernanda Alonsa, bi pomenilo, da Lewis Hamilton bi pridobil eno mesto in Felipe Massa bi svetovno prvenstvo leta 2008 izgubil z večjo razliko točk, kot jih je. A njegova teorija, da bi mogli razveljaviti celotno dirko, meni osebno nekako ni logična. Tudi pri drugih športih smo lahko videli, kolikor nekdo krši pravila, pa naj si bo tehnično, športno, je kaznovan z diskvalifikacijo in ne razveljavijo celotne dirke. A o tem bodo seveda odločali drugi. Meni se mi zdijo take revizije za ogromno sezon nazaj kratko malo smešne in paradoksalne. Upam, da tudi vam. Pojdimo še k tretjem sklopu, kjer paradoksalnih novic ne manjka. Zgodba med Williamsom in njihovim bivšim pokroviteljem Rukit dobiva še novo poglavje. Vsaj tako poročajo v članku, ki je bil objavljen na italijanski verziji spletnega portala motorsport.com 4. aprila. Če se malce spomnimo, predtem so pri Williamsu zmagali tožbo na britanskem sodišču, kjer so dokazali, da Rukit jim ni plačal tistega, kar je pisalo v pokroviteljski pogodbi. In dobili so zajeten kup denarja. A sedaj pri Rukitu izgleda, da skušajo vrniti udarec. Na ameriško sodišče so vložili tožbo, ki je pa kot argumentacija izjemno zanimiva. Namreč po njihovem mnenju naj bi pri Williamsu dobesedno prikrivali, kako slabi so bili v dotičnih sezonah. Tako da pri Rukitu so bili dobesedno zavedeni in sam se začnem spraševati, nekdo, ki investira v svet Formule 1, se pa ja pozanima, k kakšni ekipi bo prišel oziroma na kako dobrem bolidu bo viden njegov napis. In tu bi rad dodal še nekaj. Namreč v tistih sezonah še ni bila v veljavi omejitev proračuna. In malce čudno bi bilo, kako Rukit bi tako ugodno dobil ogromne reklamne površine pri ekipi, ki bi se borila za naslov svetovnega prvaka. Seveda pri Williamsu, ki je bil tam zadaj, je seveda dobil ogromen prostor za izjemno, relativno govorjeno, malo denarja.
In dvomim, da bo argument seveda uspel tudi v Združenih državah Amerike, ker so tožbe kdaj pa kdaj tudi osnovane na res fantazijskih dejanjih, bodo verjetno razumeli, da sam investitor je moral vedeti, da Williamsu v tistih sezonah pač ni šlo tako dobro. Če ne drugega, so lahko pogledali rezultate prejšnjih sezon. A verjamem, da zgodba nam bo prinesla še kar nekaj nadaljevanj in seveda tudi komičnih trenutkov, kot je ta, kjer pri Rookitu trdijo, da pri Williamsu so lagali o svoji formi. A pojdimo še na naš zadnji sklop, ki nam tudi prinaša zanimivo presenečenje. Za konec pa še novica, kjer mi, navdušenci, moramo biti še posebej pozorni. Na spletnem portalu GP Blog smo lahko 4. aprila prebrali, da McLaren bo organiziral testiranje na progi v Imoli. In verjetno, kolikor bi nekdo samo preletel naslov, bi lahko prišel tudi do napačnega sklepa, namreč pri McLarenu začetek sezone 2023 je bil vse prej kot bleščeč. In seveda s testiranjem bi lahko dobili nove nastavitve, preizkusili nove dele in tako rešili malce izjemno slabo formo, kateri smo priča od samega začetka. A tu bi rad poudaril, da takšna, imenujemo jih zasebna testiranja, v svetu Formule 1 niso več dovoljena. A Oscar Piastri in Lando Norris bosta prisotna na progi Enza in Dina Ferrarija, ampak z 2 leti starejšim bolidom in govorimo o McLarenu MCL 35M in ne o tistem MCL 60, ki je aktualen za to sezono. In da ne bo pomote, govorimo o bolidu, ki je sestavljen po pravilih prejšnje generacije, torej brez tako imenovanega talnega efekta s 13-palčnimi platišči. In tu lahko marsikdo izmed nas se začne spraševati o smislu takšnega testiranja. Namreč tudi najem proge seveda stane in material, ki ga bodo pripeljali s seboj, predstavlja določen strošek. A verjetno Oscarju Piastriju kakšen kilometer več bo pomagal nekako se privaditi tudi na progo v Imoli in prihajajoči veliki nagradi Emilia Romagna. Po drugi strani Lando Norris je že pravi veteran in takšnih testiranj ne potrebuje. A zakaj pri McLarenu seveda so se odločili za takšen korak? Ne vem. In pravzaprav, če pogledamo iz tega zornega kota, niti ne vidim kakšnega smisla. Namreč bolid mora biti prav tiste specifikacije, kakršne je bil pred 2 sezonama, torej spremeniti ne smejo nič. Po drugi strani bi lahko pri McLarenu s tem testiranjem nekako izbrali določeno količino podatkov o starejšem modelu, ki bi jih primerjali z onim novejšim, seveda na prostih treningih, ko bo na vrsti dirka za veliko nagrado. In to bi jim lahko tudi pomagalo nekako nastaviti, naprimer, simulator ali kaj podobnega. A skušam dobiti nek racionalni razlog, zakaj bodo pri ekipi z Wokinga sploh šli v Imolo testirati. Drugače, ukolikor spustimo izjemno viden naslov, novica kot taka nima nekega racionalnega smisla. A o tem se bomo verjetno še pogovarjali v prihodnosti. Za danes, kot ste razumeli, je to tudi konec rednega komentarja novic. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.